moje lasje so zgrajeni za Bundesligo. Meni se to naravno kodra, ne. A to nimaš torej navijalke? Nimam navijalke, jutri, ne, tako, danes imam intervju, moram se v 5 zbuditi, pa naviti lase. Slačilnica, večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozvani v še eni epizodi rahlo neurotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec, vem več priimkov kot karizme, ampak tukaj smo. Mimogrede poslušate nas lahko tudi na Spotifyju, na YouTubeu, na večer.com, povsod smo. In če smo že pri karizmi, ne? Zdaj mojemu gostu danes pa karizme res ne manjka, porkaduša, veš. Prekipeva od karaktera karizme in je edini človek na svetu, ki Bundesliga frizuro nosi res z eno mero seksapila, ne, Štras, Gregor Strasberga, Štras. Halo, servus. Zakaj tvoj prijemek zveni tako, da prihajaš iz okolice Graca? Zato, ker prihajam iz Novega mesta. Blizu. Ja, to je ful blizu. Drugače je en gradac je tudi v Beli krajini, mogoče zaradi tega. Ampak jaz smo edini Strasbergeri v Sloveniji. Bi rekel. Ja, iz nekega pradeda vsi izhajamo, ne. Zveni precej štajersko, pravzaprav, ne? Ja, pa vse štajersko, mislim, tu pa Dolenjska, tu smo prijatočki, ne. Je neki alkoholni most, neka povezava, neka, ne vem. Zidance v kmečki turizem, ne. Štras, kako si? Dihaš, živiš, delaš? Ja, zdole je kar pestro, je dogajano pune, ne. Imamo tole emo, imamo nov album, imamo Media Center koncert, vsak dan je ludnica, se opravičujem, ker sem predstavljal ta dogodek še. Se tega noben ne ve. Ampak tega noben ne ve. Zdaj ve. Ema, sam si jo omenil. Ja. Vodiš emo z Raven. Zdaj vprašanje se ne nanaša toliko na Raven kot na emo, ampak zakaj si to naredil? Ja, tu sem se sprašal nekaj časa, ne, pa sem pol te misli odložil v stran in zdaj pa, ko intenzivno delamo na tem, že nekaj časa, pa v bistvu sem pogruntal, da mi kar gre, no. In sploh ni mi tako spet bad, mogoče sem celo bolj nervozen, ko moram, ne vem, na kakšni prireditvi kaj zapet, tako z orkestrom ali pa kaj, veš, ko moram kaj zapet, mi bolj glas, nekako, ampak pa govoriš, pa kar govoriš, ne, v bistvu še bolj govoriš. Se govoriš pa znamo. Ja, govoriš, ne. Si pa malce zavaroval, ne, ki si rekel, da bodo zagotovo zmagoval, se ime bolj popljuvali, kot da še tebe, ne. Točno to, ne, mislim, na konci itak so pomembni seveda glasbeniki in nastopajoči in zmagovalec, ne. Jaz pa sem tam, da ne zmotim preveč. Kak ste se kaj ujela za našo lepo Saro? Sara je the best, midva so itak že prijatla nekaj časa, tudi nastopala sva parkrat skupaj. Ampak dejansko zdaj, ko se več videvamo skoraj vsak dan, ne, se dejansko še dosti bolj spoznava in vidim tudi neko drugo njeno plat in je full fajn punca. A misliš, da bo imela tisti eurovizijski outfit poleg tebe? Ja, govori pa samo o outfitih, tako da zdaj sploh ne vem več, kjer ga bo imela. Kakšen bo pa tvoj, mimogrede? Ja, jaz sem se nekako za 3 odločil. To je kot diva, ne? Pa še ne vem točno, kjer je. Jaz sem jim rekel, prosim, jaz si želim, ne vem, da ne vidite me kakšen sem, ampak jaz si želim biti lep, uglajen, urejen in tako naprej in to je moja mantra in ne bom niti v kroksih bil na Emi, recimo. Od kdaj ta šminkerija? Ja, zdaj, točno za ta dogodek sem rekel, jaz hočem, da me moja babica in tašče rade, ne. Smiselno. Ja. Sama Eurovizija pa vas še ni zagrabila Murphyjev, ne? Ne, ni nas še, zato ker vedno smo imeli neke druge cilje, druge plane v nekih teh obdobjih in zaenkrat nam dogaja to, kar delamo, ker tudi Eurosong, že Ema je zalogaj, kaj šele potem Eurosong, tega si trenutno v življenju ne bi rad naredil, ker se mi zdi, da to te pa res izčrpa in en kup ene odgovornosti in vsega zaenkrat tega si še ne želim. Eno leto obstajaš samo v Euroviziji potem, ne? Ja, mislim, sej, nekaterim to paše, nekaterim je to najboljša možna izbira, si gotovo dobiš ogromno pozornosti instantne, ker sicer mogoče najverjetneje nikoli ne bi. Tako da je pač ena pot, ki za nas zaenkrat še ni. A je kako nespodobno povabilo že padlo s Kolodvorske? Mislim, itak so, veš, bendo je full na nove scene slovenske, full in tudi se mi zdi, da Ema in Eurosong v zadnjih par letih se je zelo pomladila in tudi tukaj se mi zdi, da
je nekako vse skupaj dosti cool zgleda, dosti bolj, kot je, ne vem, 7 let nazaj, ne. In zaradi tega se mi zdi, da so potem tudi mladi slovenski glasbeniki smo primerni spet za tovrstne dogodke. Ja, ena taka insta generacija je zdaj prišla na Eurovizijo, ne. A te je kaj strah, mislim, da če bi kadarkoli res zagrizli v to zelo kislo jabolko, da bi potem pa se ne bi išlo dobro, pa se veš, nekaj, ima en tak zmajovski rep, ki te lahko malo zamahne potem? Ja, to je vedno strah in tako velika pozornost in odgovornost, ki jo imaš, nekako ne, cela država stoji za tabo, oziroma ti stojiš, ne. Da si Ilka Štuheca. Ja, ne. In ja, ne vem, zaenkrat te odgovornosti si jo še najverjet nakopal, no. Torej se letos najbolj približaš Emi verjetno v svojem življenju. Najbolj in tako vedno, ko hočem biti malo živčen, zaradi tega sem tako, kako mora biti šele oni živčni. In se pol pomirim. A imaš sicer, jaz sem ful eurovizijski človek, pa vsako leto hodim tja, zato malo zdaj drezam. A imaš kak odnos sploh do tega festivala, kakorkoli, ko vsi imamo neke spomine na otroštvo, takrat je bilo malo manj žižasto vse skupaj, malo manj, ne, ampak kakšen je tvoj odnos do tega, da rečem cirkusa? Ja, jaz sem sigurno eden od mnogih, ki so to spremljali, kar se spomnim, ne. Pač tako smo z družino vedno gledali, spremljali, ne. Mogoče pol nekje vmes, malo manj, se mi zdi, da dejansko, da je vmes cel Eurosong bil tako, da malo za vse prevlečeno, ampak gre zadnje par let se mi pa spet zdi ful cool, ne, tako iskreno, spet ga spremljam intenzivno. Se ti ne zdi, da je preveč enih golih riti na odru pa tega? Kaj pa vem, mislim, ne vem, sej so povsod, ne. Nekaj boščijo v nas, ne. Ja, sej so povsod, ampak meni se zdi, da še vedno na koncu, tudi pač na Emi velja in na Eurosongu, če imaš ti dober komad, če ti znaš odpeti, odperformat, bojo to ljudje razumeli, ne. In jim bo všeč, je to bolj pomembno na koncu še vedno, kot ne, te goli akti in tako naprej. Joker avti so kar dobro zagrabili, ne? Takrat. Ja, Jokerji so imeli plan, imeli so eksekucijo in potem so tudi jadrali na tem, oziroma še vedno jadrajo. In vsakem čas, mislim, jaz si tega ne bi upal trenutno še, in tako da Boysi pa tukaj mlajši in mislim, še vedno zelo izkušeni, ne, ampak vseeno, ni to mačji kašelj. Mačji kašelj, pa tudi ene 3 albume posnet, ne, v Sloveniji, v novem tisočletju, ko album zveni malce retro beseda, ne. Ja. A kar prišla na to vročo temo, ker letos je to leto, ne? Ja, letos je to leto. Dejansko smo čutili lansko leto, je bilo kar, moram reči, da je sfalil ta nek nov album, ne, tako bom rekel, v smislu nekega hajpa. Sicer smo imeli mnogo dobrih koncertov, najboljši bil tle zraven, ne, na trgu Levna Štuklja v decembru. Ampak nov album je zelo pričakovan tudi za nas in za, bom rekel, nekaj ljudi, ki nas poslušajo. Delali smo ga zadnja 3 leta in v Londonu in v Mostaru in tam in to je zdaj spet neka, ne, mogoče za nas album pomeni, da zaobjamaš neko obdobje, v katerem živiš, ta zeitgeist. Ja, v bistvu opus tega življenjskega obdobja, kjer nekako že kome čakam, da tu vse to ven in stran vse te zadeve, ki sem jih pogruntal ali pa ne pogruntal, ki smo jih napisali ali pa nismo, veš. To ti postoji in se paca in pa kad daš ven si tako, evo. Pa sem šel od doma, ne. A si že potegnil kakšno lekcijo iz vseh snemanj za zdaj? Česa ne smeš narediti na 3. albumu? Zanimivo vprašanje. Jaz bi rekel, da v samem glasbenem procesu je najslabše to, kar smo šli zdaj čez, pa že mogoče tudi prej, da ti misliš, da veš, kva moraš, ne. Ali pa da ti si bolj pameten, kot je muzika, katero delaš, ne, ki jo delaš. Tle se mi zdi, da se lahko ful hitro ušteješ, pa tudi, se pravi, mi smo z drugim albumom dosegli ful, objektivno, ne, in potem lahko hitro začneš razmišljati o tem, kaj bi mogel narediti, ali pa kaj bi si poslušalci želeli, da narediš, ne, in pa se hitro lahko zaciklaš v neki, kao, veš, kaj bi ti mogel, ne, in potem zgubiš svežino, zgubiš zabavo, igro in tako naprej. In to smo se vedno mogli opominjati in tudi v bistvu zelo uspešno smo se distraktali od teh stvari in naš kreativni proces je bil zelo je bil
tak svež in zabaven. In... To je ena taka tečna točka neustvarjanja, ko imaš oboževalce verjetno tolikrat, da jim res poskušaš ugajati, kako jih ne imeti tolikrat, da ne spostaviš enega sužnje lastniškega odnosa. Ne? Jaz mislim, da si moraš v tem primeru zaupati kot samo sebi, kot ustvarjalcu in kot poslušalcu. In, mi vemo, kdaj se zabavamo in vemo, kdaj damo iz sebe nekaj, kar je wow. Ne? In če tega ni, pol tega ni. Ne? In zdaj, a tu ugaja poslušalcem ali ne v tistem trenutku. Na srečo smo mi tak band in tako ustvarjamo, da nekako paše ljudem, ko se mi zabavamo. Ne? Torej, če se mi zabavamo, ljudem to paše. Ne? In to je ta enačba. Zdaj, a to pomeni, kakšno zvrst bomo delali, kakšne komade bomo delali, v bistvu sploh nima veze. Bi lahko delal še naprej in koncentriral in snemal, če se ne bi več zabaval? Ja, biznis pa je, ne? Jaz mislim, da je zelo, zelo težko, sploh koncertiranja in mislim, če se nimaš fajn, saj približno, ne, če ti bedno se pač fura 2 uri preživiš, če se ti ne da uno tretje, ampak če ti pa bedno na odru in delati, igrati muziko, potem je pa to kar velik problem. Se veš, verjetno je tudi izziv iskati ta navdih, ne? Vse, kar je danes staro, že 21 sekund je že staro, a veš? Vse je zdaj staro. 2.25 je že kar staro, mogo zdaj izdati 2.26 album že letos. Kje poiskati v bistvu en svež, nov zvok, pa da v bistvu ne menjaš identitete svojega, ne vem, sloga, vseeno bi vas imeli, pa bi vas imeli bolj nove, pa veš. Ki smo zanimivi, ful dobro vprašanje. Jaz mislim, da mi živimo in tako v Sloveniji, oziroma obstajamo na slovenski sceni, mačkan kot mi Murphy Band, mačkan kukamo ven in vse skup, ampak nismo mi na unih, bi rekel, na fronti teh supersoničnih novih zvokov in une brutalne alternative ali pa neki, ne bomo tople vode odkrili po domače povedano, ker živimo in tako v času, kjer prihaja AI, tukaj muzike je bilo že narejene, tukaj enih ciklov že obrnenih. In tako v mojih očeh največ, kar lahko narediš v mojem primeru kot glasbenik, je, da poudariš na to, da si človek, da si band, da si živ, da znaš igrati in iz tega izhajamo, potem pa pač sound, jaz s tem se ne ukvarjam, ker pač nisem nestručko, ne da se mi, so pač naši bojsi pa producenti. Ampak jaz se pa ukvarjam s tem, da je zadeva živa, da je resnična, da je v tem trenutku. In to je nekaj, kar se mi zdi, da tudi v prihodnosti, ne glede na to, kam se bo še razvijala glasba, bo ostalo. Kaj počneš, da razumeš svojo publiko? A veš, da najdeš zgodbe, ki jih zanimajo? Očitno vam res dobro uspeva, ne? To je tudi super. Ker se res bravo, se ukvarjam s temi stvarmi. Recimo, drugi album, ki je nastal sred korone, ne? In tudi zaobjel cel ta duh časa, v katerem smo mi vsi skupaj živeli. In takrat se mi zdaj bilo dosti lažje pisati v nekih množinah, ne. Mi, tako, ker smo imeli tukaj eno brutalno izkušnjo, s katero smo šli praktično vsi, ne. In smo imeli res, to kolektivna zavest je bila zelo jasna, ne. Medtem ko zdaj je spet smo nazaj v nekem, ne veš, kaj je levo, kaj je desno, kaj je gor, kaj je dol, kdo je za kaj, kdo je proti čem, kje sem jaz, kaj imam mnenja, sploh ga nimam in na koncu, kdo sem jaz, da bom karkoli govoril, čemerkoli bom rekel pomembnem, ne. Tako da pol na koncu sem razmišljal o tem in jaz pač nočem biti zdaj tle nek pametnjakovič. In potem sem govorim o stvareh v novem albumu, ki se mi dogajajo trenutno in to lahko govorimo o ljubezni, lahko govorimo o prijateljstvu, lahko govorimo o tem, kdo mi gre na živce. Ampak o keksih, ja, lahko tudi, ne, dejansko, pa, ne vem, tudi bedarije veliko, ne, ampak ja, predvsem jaz nočem biti nikoli nek pridigar ali pa biti neki pameten na nekem mestu, kjer mi sploh ne vem, zakaj bi mogel biti. Biti ne pridigar, pa biti ne pameten, pa me zdaj spomnilo na eno tvojo drugo kariero, zelo neizživeto. Zdaj v hiši polni novinarjev, te seveda moram vprašati, ti si novinar. Ja, sem, ja. Zelo dolgo nisem tega vedel, da si v bistvu naša kasta. Ja, sem, ja, evo. Sem tudi delal na radiju dolg časa, sem diplomiran novinar in to je to. Novinarska duša, da reče.
Kako se te pa kaj zdaj dotaknila, kako ti je všeč zdaj ta bojda nova zlata doba, v katero vstopamo vsi skupaj, a veš, zadnje čase poslušamo, ne vem, veš, v Ameriki se je zdaj zgodil, ne vem, ter se je zgodil Trump, ki najavlja, da bo zdaj pa vse drugače, da bo zdaj vse zlato, vsaj za Američane, ne? Koliko si ti kaj zadovoljen pravzaprav za svetom trenutno? Ja, vidiš, to sem glih prej rekel, da jaz se ne čutim Si pa državljan, veš? angažiranega dovolj in sposobnega, da bi o tem govoril, ker ne vem dovolj, nisem dovolj informiran. In jaz lahko govorim samo o svojem mikrokozmosu, v katerem živim, se pravi, mi gre un friend na živce ali mi gre sosed na živce, pa imam mnenje o tem. O svetu pa žal, mislim, mogoče imam neko mnenje, ampak se ne čutim na mestu, da bi ga izpostavil. Ne maraš glasbe z sporočili, družbeno kritičnimi sporočili? En čas je bil tak trend, ne, si smo reševali. Mislim, jaz bi rekel, da ne tako družbeno kritičnim, aktivno družbeno kritičnimi, ne. Tudi spet ne čutim se tak, da bi lahko to moč. Ampak, se pravim, ne, ko smo bili v koroni, sem čutil ful, ne, kaj bi lahko povedal o vseh nas, ne. Ker se je nabralo, ne? Ja, tam se je res nabralo in pol sem ventil si spustil in si bil, ne. Seveda je glasba medij, preko katerega ti lahko neke ideje plasiraš in imaš mnenje in tako naprej. Mnogi ga imajo, ne, sicer jaz pač probam temu izogibati, ker ga dejansko tudi nimam nekaj blazno. No. Čutiš pritisk biti vzornik nekomu? Ne, meni to ni pritisk, zato ker ne delujem, bi rekel zdaj aktivno, jaz hočem biti vzornik nekomu. Ne. Če bi si ful želel biti vzornik nekomu, bi verjetno čutil ta pritisk. Ampak jaz sem res primarno izhajam iz tega, da smo mi band in da se zabavamo, ko delamo glasbo in da pač delamo in da nastopamo in da se, ne vem, dobro zrihtamo, da se zabavamo in tako naprej. In iz tega je tudi ta duh tega vsega, kar mi smo, se mi zdi, da je potem to ljudem rata privlačno in nas spremljajo in poslušajo in hodijo na špile, ker to je nalezljivo, ne. Če se imaš fajn, ne. Mislim, tudi če se delaš, da se imaš fajn. Tu samiš na Instagramu, Ja. si Ja. Uvrščaj, kje pa je zginil ta novinarski rajc iz svojega življenja? Nek razlog si imel, a veš, da si se na FDV pisal privedela, Ja, tako, v osnovi je bil moj razlog, da nisem vedel, kaj bi, ne. To ni tako redka zgodba. Ja, ampak se mi zdi, da sem bil vsaj toliko pameten, ker imaš ljudi, ki ne vejo, kaj bi, pogrejo pa študirati, ne vem, pravo, ne. Ekonomija. Ja, mislim, pa nekaj ful težkega, ne. Mislim, če ne veš, kaj bi, sem jaz bil pol tako recimo, da sem pameten, pa bi lahko jim fural, ampak jaz ne vem, kaj bi, ampak ne bom si naredil tega, da bom šel zdaj nek ful brutalno težek faks delati. In pa sem šel na FDV in hvala Bogu, da sem šel, ker mi je ful odprl enih obzori in ta neka družboslovje, ker se mi zdi, da je neki tudi v moji muski in v tekstih noter neki ta, kako bi rekel, pragmatičnost in objektivnost, ne, ki je novinarstvo mora biti. Si še bil študent Mance Košir? Sem bil, ja. Sem bil. Če bi bil novinar, a si zdaj razmišljal, kakšne zgodbe bi pokrival v življenju, kaj bi te zanimalo? Zdaj ne za črno kroniko. Ja, veš, ko si kao neki 20, pa tam neki, pa si te kul. Jaz bom vojni novinar, pa ne vem, kaj je, vojni dopisnik pismo, ne. Itak, da ne, grozno, ampak se pravim, delal sem na radiju, pa mi je bilo pol, v bistvu očitno imam rad to neko pozornost, pa javno nastopanje in tako naprej. Tako da sem imel to neko pot, ki je bila takrat, ali pa mogoče plan B v mojem primeru, če mi z muziko ne bi ratalo. Pa nekje blizu mikrofona, zmeraj ne. Ja, očitno, ne. Taki sem. Uvrščajo vas v ta novi slovenski glasbeni val, novi val pravijo, ne? Čeprav, ko malo tako pobrskam skozi vaša glasba v bistvu zveni pa je retro, ne? Kaj mi še, a ste našli eno staro domačnost, ki smo jo pogrešali skozi leta, pa tudi mladi so jo zagrabili na polno, ne? Ja, morda, mislim, cela scena ta trenutek in že zadnjih par let se je zelo prerodila, ne, imamo dosti bandov, dosti artistov, Predvsem bandov, ne? Predvsem bandov, dejansko, ne, ki so spet mladi nahakljani na njih
in delajo to sceno in špili so in festivali so in zelo pomlajena zadeva, ne. Zdaj ne vem, mogoče je to neka kontrautež, tako kot sem prej rekel, tej digitalizaciji pa še zdaj AI in vsem tem, kar bo delal muziko, sigurno ne. In ta retro, ni to samo v Sloveniji, ne, da bi mislim, Slovenija je drugače vrhunska, kar se tiče muzike in bandov in kako lahko mi živimo kot glasbeniki in tako naprej, ne. Ne vem, mi smo probali biti alter, ampak potem smo pač delali pol z Žaretom Pakom in tako naprej in smo, ne vem, bili smo iskreni pa zabavali smo se spet, ne. In tudi mi smo tukaj preigrali, ne moreš vedeti, da mi smo prvih 5 let smo samo igrali in jamali in delali in še zdaj, ne, mislim, tudi tukaj ene kilometrine, ki ti ne moreš drugače, ni šans doseči kot band, ne. In danes je tudi na zahodu, se mi zdi, ne bom rekel, te angleško govoreči muziki, je vsak, kar sem jaz tudi videl, ko smo okoli hodili, zelo velike projekte glasbe, ne, projektne in bedroom producinga, kar je pač vse tudi super, ne. In tam je mogoče bolj dizajnersko in bolj avantgardno in zvoki so pomembnejši pri nas. Mi smo šli pa pač iz te druge, rekel, old school načina, ker si ti band, ki živiš skupaj, delaš, igraš toliko in toliko časa, da se pol tu spaca, ne, ko neka obara. Obara je, ja, obara, ne, ja. In to je pol dejansko to, kar te naredi special, da imaš ti ta duh teh 4 nas ljudi, kakorkoli 3, ki je nekaj, kar noben drug niže, zato ker smo mi to ustvarjali. Niste pa šli povsem na glavo, ne, v glasbeno zgodbo, mi bi rekli kot pes med kegle, ne, niste kar uleteli. Prebral sem nekaj, da ste si, že ko ste štartali, ste imeli idejo, da bo to, kar boste počeli, da bo dobro, da bo zelo kakovostno in tudi pa zaprav strateško ciljali na en uspeh, mislim, da? Ja, to je v našem primeru bilo dosti pomembno, zato ker itak smo se zajbavali ful, ampak smo se zelo, zelo resno zajbavali, ne. In to je pomembno, se mi zdi, imeti na začetku nek cilj in potem tudi si zastaviti vprašanje, ne, za koga ti delaš muziko, kaj bi rad, da ljudje na tvojo muziko počnejo, kje bi rad nastopil, ne, ker je pač recimo velika razlika že to, ali si ti klubski band, ali si ti štadionski band, to so čisto druge stvari zapalijo, ne. Neke stvari, ki bojo palile na štadionu, pa mi ne špilamo na štadionih, ampak bom rekel, na placi, ki je 3000 ljudi, ne bodo sploh palile v placu, ker je 200 ljudi, ne. In vse to smo se sproti učili, ampak fajn je, da veš, kva delaš, čeprav itak ne veš, kva delaš. Fajn je, da veš, kak cilj imaš, no, mogoče to bolj, ja. Da imaš nek cilj, ne. En mali kompas, nikoli ne škodi, ne. Ja. So stadioni vaša ambicija? Mislim, v Sloveniji težko, ne, v Sloveniji v resnici lahko si pač delaš Stožice kot ultimativen projekt, ki ne moreš potem več, ne. Mi ga ne moremo delati še, mogoče nekoč ga bomo lahko, ampak ni v Sloveniji stadionsko, težko udejstvuješ, ne. Imaš bolj place, ki je tako neki 2 do 4 tisoč ljudi, pa potem par večjih festivalov, kjer se nabere še več, ne. Tako da, ja, Slovenija je zelo specifična, zdaj za tujino pa ne vem, ne, zdaj smo malo pokukali v regijo, Balkan pa tako naprej, malo smo igrali po nekih festivalih, tudi po zahodu, ampak je dejansko, tukaj sem prej rekel, tudi da si ti band, pa da ti znaš uro pa pol ga tam žgati, vsem v glavo, ne, tudi posod pali. In to je univerzalen jezik, ki sploh nima veze, ali zdaj pojemo v slovenščini ali v angleščini ali v kitajščini, ne. Če ga ti pač geš, če imaš performance, to ljudje začutijo, kjerkoli igra. Eno iskrenost, ne. Ja. Ta Balkan je zdaj postal za slovenske glasbenike en taki novi Jeruzalem, veš, lotevali so se ga samežljivo, zdaj ga pa kar ne, nekako napadajo iz vse konce, pa so šli jokerji dol, poperi, ne, nazadnje, ne, pop izvajalci imamo jih kar nekaj, ne, od Basije, od ne vem, koga vse neki, zdaj kar nastopajo Hrvaška in Raven se zdaj podajo v Srbijo, ne. Kakšna je tvoja izkušnja s tem trgom, ker pravijo, da je drugače, da je celo bolj profesionalen, recimo, da so produkcijsko stvari boljše izpeljane kot pri nas. Kakšna je vaša izkušnja? Ja, meni se zdi, da Joker Out so absolutno odprli zdaj že slovenske bende in slovenščino na regijo, ne.
in je postalo pač cool, neka egzotika, tudi ko se pogovarjam dol, ne vem, z muzičarji ali pa tako, ko so bili, vprašujem, kaj pa vam je slovenščina, in so, ja, to je ono egzotika. In je, oni dejansko Joker Outi so odprli ta kanal zdaj, po katerem tudi Raven, mislim, ne direktno, ampak pač, da je slovenska muzika in slovenščina cool, in tudi mi smo pač zajadrali zdaj na ta njihov val, kjer tudi smo šli z njimi dol na turnejo, pa še imeli smo tudi svoje špile, igrali po klubih, večjih, manjših placih. In zdaj Slovenija se mi zdi zelo profesionalna, kar se tiče koncertov in koncertnih delavcev in opreme, ne? Tako da tukaj bi mogoče še zmeraj rekel, da smo boljši kot zdaj, imajo pa sigurno bolj razvito estrado in nek ta, bi rekel, muzičko sceno, že kar se tiče, ne vem, kritikov, portalov in tako naprej. Mogoče ta del je bolj pokrit, ker je tudi ful večji trg, ne? Ful je več ljudi, 10-krat več ljudi kot v Sloveniji, ne? In zaradi tega je večja scena in je več prostora. Spet mi, ko smo šli zdaj dol, pa sem bil zelo pač presenečen, ker si nisem predstavljal, pa smo imeli res dobre odzive in ljudje so se napalili, tako od labelov, nekih agencij, kot do poslušalcev. Tako da nam je zelo interesanten trg trenutno. Kaj pa druga smer, severne? Ja, tam je pa že problem, ker tu gužve, da je nemogoče, ne. Mislim, pa kaj imaš, kako lahko ti tekmuješ z rock'n'rollom proti nekem angleškem rock'n'rollu, ki se je pač tam naredilo to, ne. In to je njihov folklora, ne. In en slovenski band bo vedno 100-krat slabšo začetno pozicijo imel kot nek angleški band, ne. Tako da, ja, mislim, imamo neke svoje kvalitete, ki so spoštovane tudi tam na zahodu, ne. Zdaj pride do nekih konkretnih, rekel, valov tega, da bi ti imel zdaj lahko špile velike, pa tako jaz sem 100% prepričan, jaz sem kdorkoli sem se menil, rekel, vi nam zrihtite, sem folk. Mi bomo naredili vse drugo. Zrihte nam špil, ker bo pač 200 ljudi in mi bomo naredili 100% pizdarjev, ne. To je pač, in to smo zdaj šli gor na Nizozemsko, na Eurosonic, ta velik festival showcase, ne, kjer je 300 mladih bandov, bolj ali manj razvitih, ne, in pač itak si karen, ne. In tudi dal so nas pač igrati do zgodaj, sicer hud plac, ampak tako smo imeli na koncu folk in, ne, ampak mogoče v nekem drugem scenariju bi nas dali igrati ob 11, pa bi naredili resno pizdarjo in bi nas, ne, se nekaj so tudi napisalo nas v nekih medijih in tako naprej. Pol drug dan smo imeli še špil v Delftu, kjer je bil kar nekem skvotu, se je nabralo nekih 100 ljudi in je bila, ne, čista, ne. Ampak tu trenutno ni nič denarja in košta velik, ne, in iti tja, se furati 14 ur, pa nadspat, pa iti v minus, za tako, ta pot je res dolga, ne. Ena taka zajebana skromnost, ne, za nekoga, ki je v domovini že naredil kariero, pravzaprav, ne? Točno to, sicer Se še znajdeš v tem? Meni je to super, ker ti da nek edge, neko lakoto, ko začutiš spet, te sprav izven comfort zona, ne, in tam se mi zdi se ful zgodi muzike in igre, in ko si spet želiš in ko ti ni, mislim, se nam nikoli ni bil denar najbolj pomemben, ampak ko ti sploh ni denar v igri, ne. Tam ti pol rataš ne, spet. Ne. Nisi več vajen biti zadnji na seznamu, ne? Absolutno ne. Ampak meni je to osebno in meni to pač smešno in se tega lotim kot, ne, bo možal, ki je za mano, da bo šel na oder, ne. In tako prav na onem špilu v Delftu, prav se spomnim, ki je bil kar en tonc tam v klubu in en band je bil pred nami, en za nami in pol tako prav gledava band, pa mi se mu tonc reče, fak, stari, jaz ne bi bil rad ta band, ki je šel za vami na oder. Obstaja kako mesto, ki ga želiš osvojiti? Ja, vsako večje evropsko. Tak Liverpool, po mojem, ne? Ja, Liverpool mi ni glih najbolj všeč. Ampak tako bom rekel, da je spet, če govorimo o nekih ciljih, kao, tu nek tako malo iluzija, ne, je, da recimo, da bi lahko prišel v kjerkoli evropski, večji evropsko prestolnico in bi imel tam lahko en proper koncert, bi meni bilo že super.
Kakšne Moldavije. Ja, mogoče, ja. Bližnje. Jaz ti pozabil predstaviti, to je najna družabnica Rozi je ime in je naš support Rabbit, da če še boš kadarkoli tekom tega pogovora čustveno zlomil ali karkoli, primi za Rozi. Ok, najlepša hvala. Mi je všeč, da je tukaj enih roza stvari, ja, tudi tle je roza. In zajčica tudi vsakeč, ko izliješ eno frustracijo, v njo malce poči. Pa malce imamo vašo na mizi, da smo pripravljeni. Najlepša hvala. Ja. Dolenci. Ja. Kaj je v tem zraku tam spodaj, da je iz Novega mesta pa kar nekaj dobrih glasbenikov slovenskih šlo? A so Dan D, Društvo mrtvih pesnikov, Murphy, kaj hudiča tako prav počnete tam med temi zidancami? Ja, zanimivo vprašanje. Zgodovina je že bila kar zanimiva. Ful je bil ta rock, sicer bolj ameriški rock, ta Delta Blues, pa ne vem, Doobie Brothers in tako naprej, kultura v Novem mestu, ker so pač dejansko določeni posamezniki to začeli furati in so bili neki bendi, recimo Rudolfovo je bilo takrat 70, 80, ki so ful naredili neko sceno in potem mladi se potem navežejo na starejše, influenci, ono tretje, cool je bilo igrati kitaro, tudi še pri meni, pa nisem spet tukaj star. Ne, bi bilo po celem Novem mestu zaklonišča, vsa polna bendov, ful enih muzičarjev, ful enih bendov skozi. Kako se pa kaj znajdeš na štajerskem koncu? Ker mislim, Maribor ima tudi eno podobno zgodbo, veš, tu z Maribora je išlo skozi desetletja nekaj dobrih glasbenikov. Ti je domač ta del države? V smislu, da poznam sceno? Ne, če se kot performer dobro počutiš, ja, super. V tej polovici države. Ja, absolutno, mislim, za nas je bila nekak Štajerska se najprej nam odprla, tako bom rekel. Jaz se prav spomnimo se špila v Celju, pa špila v Mariboru, ki je bil prvič, da smo začutili tako, ok, ne, zdaj smo pa tako, zdaj so nas pa že sprejeli, ali pa zdaj pa, wow, ne. Kako to začutiš? Ja, ko imaš špil, pa pride 100 ljudi, ne. Eventualno. Pa pride pač zaradi tebe na koncert, ne. Ali pa, ne, bi rekel iz prve najprej to, no. Pol smo imeli tak en komad z klic in so ga že pač peli ljudje, ne. In tukaj pač prvič slišiš je te res izstreli, ne. Se spomniš trenutka, ko ti je postalo jasno pismo, nam pa je ratalo, ne? In mislim, mogoče ni bil čist trenutek, ne. Ampak vem pa, da po teh prijateljčkih, ki smo jih izdali, ne, da je 2021, se mi zdi. Takrat pol, pa konc korone, ki je bilo pa pol res, ki smo imeli špile, pa kar razprodano, nisem tako začutil, da bi rekel zdaj v tem trenutku, ali pa da bi si prav sam sebi rekel, ampak mogoče ljudje okoli, bližnji ljudje okoli nas so nas mogoče vsake toliko opomnili, da vam je pa res ratalo, pa tako srečam kakšnega frenda iz Novega mesta po enem letu, pa je tako, pa jaz sem skozi not, ne, vsak dan, zelo malo časa imam, da neki, ko se reče, pogledam za nazaj, ali pa reflektiram na svoj, na kariero, ne. Se je okolica spremenila? Kaj okrog tebe? Se ljudje drugače zmanjšala se je. Mislim, prej sem z veliko večjimi ljudmi bil konstantno v stikih in okoli hodil in tako. Zdaj pač nimam časa, ne, pa tudi, ne vem, nimam niti potrebe. Imam band, imam par ful bližnjih prijateljev, imam družino in tla nekako se gibam, ne. Nimaš občutka, da je zdaj kaj več nekega laskanja okrog tebe? Mislim, sigurno je, ampak jaz vem za one ljudi, ki so mi res pomembni, vem, kje smo, za ljudi, ki na novo se vzpostavimo stike, pa ne imam tudi filtre ali pa ne. Z kakšne družine ti pravzaprav prihajaš? Tako zelo malo vem o tvojih začetkih. Vem samo, da si z Dolenjske, pa da si edinec. Jaz sem edinec, ja. Jaz sem edinec, moj mam je učiteljica, moj oči ima imel bagre. Bagre? Ja. In odraščal sem v Novem mestu, v bistvu zelo počas se je širilo moje okolje, ne, se pravi, najprej sem bil na osnovni šoli in na tem območju, potem sem bil na srednji šoli, sem bil na celem mestnem območju in potem sem šel v Ljubljano in sem bil
Ne? In potem, zdaj bi pa rad šel še kam, ne? Ne, prebral sem, da si imel nekje, da si imel rad Lego kocka in da si imel zelo polna lička. Bravo, ja. To je vse reči. Lego kocke so bi top, moje še zdaj, da bi mi kdo prinesel neko škatlo Lego kot bi se imel čist fajn. Zdaj so ful drugačne, veš, ko so bile v najnih letih, zdaj imaš ful enih komponentov, vsega pa. Ne. Koliko pa kaj handlaš, to medijsko pozornost, tako se veš sprašujemo te vsega Boga, ne? Ja, mislim, ne vem, jaz, če je tako, če imamo intervju, pa če se pogovarjamo, ne, normalno, mislim, se mi je zabavno, se mi je cool, ne. Zdaj v svojem privatnem ali pa vsak dan, v privatnem življenju vsak dan, pa ne hodim sploh kaj dost okoli. Še hodiš v shopping sam? Ja, kupiš svoje WC papira, veš, da ne, pa se ni zdaj, da bi jaz imel, da bi mene ful neki ljudje ustavili, pa se zgodi in ja, vidiš daj, da te kdo gleda in tako naprej, nimam pa zdaj, itak smo v Sloveniji, ker ni zdaj estradništvo, sploh zares v pravem pomenu ne obstaja. Ne. Ja, to ti misliš. Smo imeli pa nekaj gostov, recimo znanih slovenskih, ki so povedali, da več ne hodijo v shopping, da ne kupijo svojih rolic več, a veš? Ja, pa nisem fauš, ne. Ja, živiš v iluziji, ne? Ja, ne vem, kaj pa vem. Sem greš v en mali Mercator, vse je cool. Pa kupiš svoj paketek, ne? Ja. Misliš, da bi te kariera lahko uvirala kdaj pri gradnji enega zasebnega življenja in družinskega, partnerskega, karkoli? Ne vem. Ker zdaj vse veš, rock-zvezdniki imate biti tako malo večno samski, pa ne? Ja, ne vem, mogoče je to bolj odvisno od vsakega posameznika. Jaz mislim, da kdor si želi imeti družino in ne, si že eventualno, ko si starejši, lahko zgradi življenje tako, da ga odcepaš ti privatno od javnega ali pa od rock'n'rollanja, kakorkoli. Če zmeraj pač v Sloveniji nimaš ti zdaj vsak dan špila ali pa tako, ne, ti imaš špil mogoče enkrat na teden v naši zvrsti, ne. Tako da če si en dan na teden rockstar, pa druge dni si pač ne, doma. Imaš te ambicije, drugače? Familiarne, nisi več 20-ih, ne? Nisem več od 20-ih, ja, zgodnjih 30-ih, ne vem. Nisem kaj dosti o tem razmišljal. Živim trenutno, res vsak dan je tukaj se enih stvari zgodi in tako bo še kar dolg časa. No. Tako da mi to predstavlja in excitement in vse, kar si trenutno želim, tako da ja. To je kar dobra točka življenja. Si srečen? Drugače sam moram potrkati nekaj, ta slovenska mentaliteta, veš, ono. Bom rekel, da sem izpopolnjen trenutno v svojem vsakdanu. Če to sreča. Imaš kako vodilo v življenju, po katerem se ravnaš? Da tako zvenima, kot da bom vprašal, ampak ne. Nimam tako zdaj neke konkretne mantre in vodila, ampak se mi zdi, da sem rad dober, pa rad delam dobre stvari, pa da se imajo ljudje okoli mene dober. To je to. Kar je čisto dovolj, ne? Vse na koncu je to dovolj, ja. Kemija v bendu štima, veš, zdaj pa že 2017, mislim, da ste začeli, ne? Kar dosti časa ste že skupaj preživeli, a ste kdaj na točki, a veš, če so se zdaj 3 fantje na kupu, kako vozite tak slalom, en mimo drugega, pa hkrati skupaj, ne, v isto smer? Ja, točno to, ja. Res odraščamo skupaj, ne. Ja. Mislim, tako karierno kot v privatnem življenju in stvari se spreminjajo na vseh področjih, vsak od nas se spreminja, skupaj se spreminjamo in skozi se treba itak sprejemati neke kompromise, skozi se treba malo prilagoditi, malo naštelati, malo fine mehanike, malo grobe mehanike. Ampak nam ratuje, ne, sicer Lenart je zapustil band približno 1 let nazaj, potem smo se pač mi 3 veliko bolj povezali, ne, tako kot smo videli, da je to ena fragilna zadeva, ki ne bo obstajala večno, če ne bomo delali za to tako kot vsak odnos. In to je band, v bistvu je še en odnos 3-4 ljudi, ki ga moraš negovati,
ki je zelo oseben, zelo tudi življenjsko pomemben, ne, mi živimo od tega. Je bil ta Lenartov odhod za vas eno traumatično obdobje? Veš, bend je organizem, ne? Veš, en organ gre. Ja, absolutno. Mislim, sigurno bi lagal, če bi rekel, da je bilo lahko. Ni bilo lahko, je bilo pa potrebno, očitno. Ne? Mislim, vidiš potem za nazaj stvari, da je v bistvu bilo prav, da se je tako zgodilo in za njega in za cel organizem, ne? Ker pač ni šlo naprej. In ni tle nobenih zamer ali karkoli, mi smo se pa potem organsko prerasporedili in določene vloge smo prerasporedili, določene stvari so šle na boljše, določene stvari smo mogli adaptirati. Mislim, spet je bil en oren proces, ne, kjer mislim, da zdaj s tem novim albumom, v katerega vsi ful verjamemo in vemo sami zase, da je dober in da nam je všeč, bomo postavili spet nek mejnik tudi za sebe in smo šli lahko morda od začetka nečesa spet. Ne. Mi kaj povejo o novem albumu? Ja. Tako malo. Ja, v novem albumu je ful enih ljubavnih pesmi, no, bom rekel. In smo se dovolili tudi zdaj biti malo bolj sweet pa. A da nekaj. Tako da se pravim, ker nismo se čutili zdaj pridigat govoriti, ful je mal množine, pa več dvojine. Tako da izhajamo nekako iz tega. Bomo imeli tudi en collab, en artist bo na našem albumu slovenski, ki ga ne bom imenoval, naj ostane skrivnost. Zaradi vedneže Nočna mora tudi. Bo pa jaz bi rekel, da je tak skupek prvega in drugega albuma. Tako je ta igrivost in freshness drugega in mogoče ta osebnost in intimnost prvega. A je to prišlo zdaj z enim odraščanjem, a veš, očitno boste bolj čustveni kot kadarkoli. To si moš upati, ne nazadnje. A veš, za moškega mislim, da ni tako samoumevno, da zdaj da postane en tak mehki medvedek. Ja. Skožuško. Mislim, meni se zdi, da smo si mi upali že veliko povedati osebnih stvari in tako naprej. V tem albumu je pa mogoče še ta dodatek, da smo si, če smo vem, s kje bi izhajal. Enostavno, to je bilo to, kar je šlo ven iz nas. In smo pustili, sem temu smo pustili, da gre ven. Ne? Nismo se omejevali, nismo bili, mi moramo zdaj povedati, kakva je scena, pa uno, pa tretje. Pač imamo mi zdaj rešiti svet, ja. Če imamo mi zdaj tle love songi letijo iz nas, če nam to dogaja, če tebi cool, da jaz pojem o ljubezni, če tebi, ne, in tako naprej, pol je to, ne. Obstaja ena, mislim, da nevarna meja pri tem, da ne postaneš preveč posukran? Patetičen, suzav? No, vse to mislim, da je tle največji problem je patetika, ja. Mogoče celo bolj kot podsukranost, tukaj podsukranost je lahko saj smešna, ne. Patetika je pa, meni zdi, da je najhujša stvar, tudi nasploh generalno pri slovenskem, bom rekel, glasbenem tekstopisju je patetika, ne. Ki sem je bil tudi jaz, se je posluževal mnogo, jaz sicer zapakiral v neke zdaj besedne igre včasih in tako naprej, ampak ta patetika kar ubije igrivost, ne, zato ker ti lahko poveš neko žalostno stvar ali pa neko bedno stvar, ne, ampak ti jo lahko poveš na angažiran način, na, ne vem, zanimiv način, lahko pa pač izhajaš iz patetike, ker pa nekega svetobolja, ker se mi zdi, da ne komunicira večinokrat ne komunicira z ljudmi na način, da bi ti zdaj step neki dal, ne, v smislu glasba, ne, da bi si podajal energijo, ampak ti sem v bistvu skozi laž to svojo patetiko in neko iskanje pozornosti na ljudi in potem ne vem, kaj imajo oni zares od tega. Zgolj štancaš besede, za katere veš, da bodo sprožile neka čustva, verjetno strateško. Morda. Ja. Škaj mene zanima, meni rock and roll scena ni čist moja, jaz sem tak en evrovizijski človek. A je to mit ali je res, da je ta rock and roll lifestyle tak, a veš poln ene
razvrata, da ga žgete in se vsi žgejo med sabo, da je tukaj ne pije enega alkohola, vsega. Je tak Mogoče naporno? pač na začetku smo bolj bili v tem fazonu, ko smo bili band, pa ful mlajši, pa tako, ne. Ampak zdaj je itak, mislim, mi smo firma v bistvu, ne. Nam je to naš life, ne, in razlika je zdaj med tem, kao rock and roll life, ki mogoče si javno smisel, je ful razlika, se meni osebno zdi od tega, da ti pač kao, ne, to, pa da imaš ti nek edge v svoji glasbi in v svojem izražanju, ne. To se mi zdi, da ne smeš nikoli zgubiti, kot bom rekel rock and roll, kao artist, ne. Je ta nek edge. Zdaj rock and roll lifestyle, jaz ga ne živim, ne vem sploh točno zdaj, kaj bi to pomenilo, ampak tudi moji bojci so zelo umereni. Ja. Skoraj en krščanski pevski zbor, ne bom počasi pomislila. Zdaj se bomo premenovali Nickelback. Joj, ne, ne, Nickelback, dovolj je bilo Nickelbacku, ne. Zakaj je tako malo žensk trenutno na sceni? Na slovenski? Ja, a veš, mislim, bilo je eno obdobje, ko so, ne vem, sceno krojile, zelo dekoltirane pevke, ne, zdaj ste bendi, pa ste sami pubeci na kupu, a veš? Ja, čak da razmislim. Kdo je mlajši? Ko v kasarni. Ko v kasarni. Ej, joj, ne vem, pismo. Čak da formuliram. Kaj, ja, mislim, treba je priznati, da je začetek te scene nove naredila punca, ne. Mislim, Koala Voice so bili prvi, ne. Tako da ona je bila ta mesaja takrat, ker so, ne, se je cel to kolesje začelo premikati, ne, oni so bili ta prvi, ne. Tako da imaš Manco Trampuš, potem trenutno imaš Masajo, imaš Raven, imaš en kup enih DJ-k, imaš sigurno koga, ki sem ga zdaj pozabil povedati. Tako da ja, kar se pač bandov tiče, morda res je bolj, smo bolj boy bandi, ne. Ne vem, mislim, globalno se mi zdi, da je trenutno ful več žensk na sceni, tako, vsaj v popu, no. Mogoče je vse stvar fokusa, ne? Ja, mislim, globalno bi jaz rekel, da je pač ženski pop, pa tipi nek trap rap, trenutno mogoče, ampak kvaj zvem, spome ne poslušati, nima spojma. Počasi prehajamo v konec najnega skoraj roza druženja. Ja, to pa moram vprašati. Bundesliga. Aha. Odkot? Zakaj? A veš, da imajo Nemci en izraz za to? Fokuhila. Kaj to pomeni? Vorne kurz, hinten lang. Ja, kao party in the back business in the front. Ja. Odkot se je ta imidž zelo, ker zagotovo ni po naključju. Ne, to me je takrat frizer Louis Ferry postrigel enkrat na to, iz neke druge čupe, ki sem imel, ampak ja. Fore potem, da je to moje naravno stanje, očitno, ne. Zato, ker jaz imam, moje lasje so zgrajeni za Bundesligo. Meni se to naravno kodra, ne. A to nimaš torej navijalke? Nimam navijalke, jutri, ne, in tako, danes imam intervju, moram se v 5 zbuditi, pa naviti lase. Pa tudi, ne vem, no, mislim, poglej, ne, to obliko glave, ne. Mislim, ne deluje povsem spontano, deluje tako, da more tako biti. Res? Ja. Res? Mislim, zdaj, ko si tak naredil, ne, ampak tak spada zraven, no. Ja, mislim, vse to, ne, meni se zdi, da tako je prav. Ja, se dosto ukvarjaš z iskanjem sončnih očal in srajc. Nekaj, kar pridejo, meni, veš, koliko tvarca jih je, ali pa kaj, veš, kje imam pa tu? Ja, ampak, ja. To mora biti dobra tvoja omara. Jo, jaz sem si jo kar nafilil, moram reči, pa zdaj, ko sem bil na Japonskem, pa si nima veze, ampak sem bil pravi shopping queen. Gejša, japonska shoppingu, a veš? Skusim biti shoppingerom, ja. Rad potuješ? Ja, jaz mislim, da rabim to ful. Zelo rad potujem, ja. Pa tudi tako, rad grem kam, se pravi, da imam nek cilj spet, ne, da gremo z bandom ali nekaj, da se, ne. Imaš svoje smeri na svetu, ki so ti ljubše?
Ja, zdaj sem čisto slučajno imel opcijo iti na Japonsko in mi je bilo pa noro in ful priporočam in ful je pocen, zdaj je Ful je pocen. A kaj imajo inflacija? Ja, Ja. veš, kaj je pocen? Noro, za nami je bilo to, jaz sem tako rad zapravil, da je, kaj 2 evra bilo. Si se predoziral na sušijo? Ja, tudi, ja. Ja, ne vem, nimam, kam bi, ne vem kam, tako malo me pič, ne. Ampak zelo rad grem pa tako, bolj pogosto grem pa v Italijo, no. Ne pa fajn. Kateri del? Imam enega ful dobrega prijatelja, ki živi v Benetkah. Jureta Kastelca, ki je tudi ful dober umetnik, moramo dati shout out. Tako da tja grem rad, pa v Trst rad grem tako na kar, veš, te neki sobotni izletki. To je te na regularni bazi. No. Si malo Damjanov v duši? Damjan. A so te že da primerjali z njim? Ne, njega so z mano. Normalno. Samo on je zdaj v LA-ju, veš da? Ja, jaz sem pa v Mariboru. Ostani v Mariboru še malo. Smo šele na začetku leta, se pa ima še 11 mesecev pred sabo. Kaj se bo kaj dogajalo z Murphy? Ja, zdaj trenutno je Norhaus, ne. Zbrav imamo to emo, potem nastopamo na EPK v Novi Gorici, potem pa še album izdamo in 21. marca imamo naš veliki koncert v Media Centru v Ljubljani, premierno predstavljamo album, tako da do konca marca je Ludnica, pa se začne pa pizdarja, ne. Ta del bo boljši. Ja. Ja. Tako čisto za konec te moram žal vprašati še eno vprašanje, ki ga vprašamo čisto vsakega gosta slačilnice, pa še kar ne vemo, zakaj to počnemo. Štras, koga si ne bi nikoli in kdaj želel srečati v slačilnici? Nabor odgovorov je izjemen, že. Dinozaura. Ok, dobili smo številko 1, pravkar ja. Držim vezi, da ti to ne uspe. Štras, najlepša hvala za obisk sredi kaosa življenja trenutno. Želim ti, da čim bolj preživiš emo za začetek. Ja, najlepša hvala. In vse dobro v 11 mesecih in še naslednjih. Se vidimo na koncertih. Hvala za super intervju. Hvala tebi. Hvala tudi vam, ker imate v življenju očitno toliko časa, da spremljate slačilnico, kar je, a ni to lepo? To je ful lepo. Super. Spremljate nas še naprej, večer itak na vseh platformah, v tisku, nas na Spotifyju, na kjerkoli. No, priklopite se na veš koliko, pa nas slišite. Skratka, in se veste, kaj se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa. Pa.